Hvala lepa, Saša in Gregor, nadaljujeta seveda v nadaljevanju v okrogli mizi, mi pa z nekaj podatki, tako da prosim, Denis, še če greva nazaj na moje prosojnice. In sicer, leta 2016 je Royal Academy of Engineering v Veliki Britaniji naročila raziskavo. Izmerili so tako imenovani inženirski indeks. Slovenija se je uvrstila v zgornjih 20%, se pravi top 20, in bila skupaj z Luksemburgom v tej raziskavi omenjena kot outlier. O tem je govoril dr. Miha Bobič. Namreč, Luksemburg, ki ima sorazmerno nizek inženirski indeks, ima visok bruto domači proizvod. Slovenci pa obratno, ki smo med top 20 po inženirskem indeksu, to pomeni, koliko imamo podjetij, ki so inženirska, kakšno imamo diversity and inclusion, se pravi vključenost talentov vseh spolov, starosti in tako naprej, ne 5-6 skupinje, smo bili pa med tistimi državami, ki imamo pa sorazmerno nizek GDP per capita, se pravi bruto domači proizvod na prebivalca. Skratka, s tem znanjem, ki ga imamo, ne znamo dovolj dobro še zaslužiti. Peter Drucker, ki je utemeljitelj vede menedžmenta, je rekel, da imajo podjetja dve in samo dve temeljni funkciji. Trženje in inoviranje. Vse ostalo mora to podpirati. Gregor je govoril o ljudeh. Kako lažje se ukvarjati in nekaj raziskovati. Ljudje, kupci na trgu, so pa muhasti, se zmišljujejo in zato je delo v trženju težko. In zato sta danes, Miha se že smeje, zato sta danes z nami dva izjemna človeka, in sicer Tanja in Miha, če bi vmes, ko vaju najavljam, ker sem mi pridružila tukaj. Na zaslonu pa je vizualizacija, Denis prehitro, ki pokaže pravzaprav tako imenovano krivuljo nasmeha, se imenuje, in na zelo enostaven način pove, kje v proizvodnji, v manufacturingu se ustvarja vrednost. Torej ne samo tam, da si proizvajalce, boste spomnili izraza lon posli, tam ni denarja, tam ni zaslužka. Zaslužek je, če si sposoben se ukvarjati z razvojem, s koncepti, se pravi na začetku verige vrednosti, z dizajniranjem, in če temu, kar delaš, dodajaš poprodajno storitev, da si v tem odličen, če se ukvarjaš z brandingom, znamčenjem oziroma marketingom. Vsa tri podjetja, ki so se vam predstavljala na začetku, imajo zelo močno izdelano svoje znamčenje. In zato trajajo 60, 100 in 130 let. Ker blagovne znamke vam omogočijo, da je vaš zaslužek stabilen. Zelo enostavno. Spomnite se, ko ste zaljubljeni. A ste? A me vsi gledajo. Ali pa ste bili. A takrat vidiš koga, kot samo osebo, v katero si zaljubljen, nobenega drugega. A ne? Tako Hoffman želi, da vidijo samo njih. Enega dobavitelja, a ne? Je bilo razloženo, kakorkoli. Da nisem predolga. Samo še predstavitev, no, zdaj sem malo zamešala tile, ma ni važen. Že res, ni važen, vse vem. Miha Senčar, mladi menedžer, kaj mu je uspelo, zakaj je zbudil mojo pozornost? Druga generacija družinskega podjetja Tenzor, ki mu je uspel preskok v verigi vrednosti. Wow! Tole je zanimivo, ne? Kako to narediš, kako prideš iz tega, da si samo proizvajalec, da v bistvu ponujaš to integrirano storitev, poprodajno storitev in tako naprej. Zdaj, o tem se moraš znati tudi pogovarjati, ker pravi, da pameten človek ni tist, ki zna ponuditi prave odgovore, ampak ki zna zastaviti prava vprašanja. Zato je pa z nami danes izjemna, preskromna strokovnjakinja, daleč preskromna, še nekajkrat lahko to povem, Tanja Kavran, izvršna direktorica enega najboljših društev za marketing, če ne najboljša na svetu v Sloveniji, ogromno znanja,
res in to znanje, kot ti vedno povem, je podizkoriščeno. Zato imamo danes z nami tudi Tanjo, tako da nisem predolga. Izvolite, prevzemi in nam povejte, kako se bomo premikali po verigi vrednosti navzgor in nas bo več zaslužilo bolje. Izvolite. Se opravičujem, samo trenutek, v informacijski družbi informacije vpadajo ena v drugo včasih. Nujno obvestilo lastnika avtomobilov Škoda in Opel, Škoda Ljubljana 02 IC6 in Opel Ljubljana 72 JOC prosijo, če lahko umaknete avtomobila tukaj izpred hotela, če je kdo izmed vas lastnik teh avtomobilov, prosim, da se oglasi na recepciji, torej Škoda in Opel z ljubljansko registracijo. Se opravičujem, izvolite. Ditka, hvala. Jaz bom po inženirsko, čeprav nisem inženirka, dala klele timer, da ne bova predolga. Midva prihajava iz tistega sveta, ste, doktor Gršak, bi prej to povedali, mi smo družba 5.0, se pravi družboslovne vede, oba dva sva ekonomista. V bistvu se poznava z Miho od danes, ampak sva še preden sva se spoznala, ugotovila, da imava kar nekaj skupnih lastnosti oziroma dejavnosti ali pa stvari v življenju. Ena je to, da sva ekonomista, se pravi, delila sva si iste klopi, sicer par let razlike, tako čist malo let razlike, ja. Druga stvar pa je ena taka zelo posebna, ker to verjetno nas ni veliko takih, oba dva rada obnavljava stare hiše in staro pohištvo. Jaz še nisem toliko napredna kakor Miha, ampak ja, imam jaz tudi eno staro hišo in ogromno enega pohištva in imam prepoved za nekaj časa kakšne nove stvari noter dajati, zaradi tega, ker je tega preveč in tudi to imava skupno, da rada kaj prevlečeva domov. Ampak tako sam za uvod, res hvala za povabilo. Danes bom samo na začetku zdaj veliko govorila, potem bo pa Miha veliko povedal. Dvodružinsko podjetje, industrijsko podjetje, ogromno inženirjev, imate nadpovprečne plače, imate nadpovprečno dodano vrednost, imate zelo zadovoljne zaposlene, do tega bova prišla še kasneje, samo da mečkam kontekst rišem, v kakšnem okolju delujete, ampak najprej glede na to, da smo na industrijskem forumu, kaj pa počne komercialni direktor? Ja, lepo zdrav, malo sem na slabem glasu, bom se potrudil maksimalno, se bom povedal kasneje zakaj. Ja, direktor komercijale, v bistvu mi smo združili v funkciji direktora komercijale, torej prodajo, nabavo in marketing. To ni normalno, ponavadi je nabava ločena vedno od prodaje, mi smo pa videli to eno veliko prednost, da v bistvu vse te tri funkcije strateško pokriva ena oseba, zaradi tega, ker izredno grejo z roko v roki. Sicer pa naše podjetje je skupina, torej imamo še podjetja po celi regiji navzdol in ena od mojih funkcij kot komercialnega direktora tudi business development, to pravijo v tujini, naše skupine Tenzor. Kar je pa najbolj zanimivo, najtežja moja vloga je pa interna prodaja. To je moja najtežja vloga v vsakodnevnem poslovanju. Interna prodaja pa je to, da ti neko novo zamisel prodaš prvo svojim. Se pravi, svoje ekipe, da v bistvu gremo s to novo zamislijo naprej. In tu je zelo lepo, se povezuje v bistvu in znanost in to, kaj moraš v bistvu menedžer narediti, da neka stvar uspe, da zmotivira ljudi, da to tudi prodamo, tako ste rekli. Kako pa ti to uspe, Miha? V bistvu nimam odgovora na to, pojma nimam, pa je enostavno navdušen. Prvo moraš sam pri sebi biti prepričan, da je nekaj okej. Pravi, da bo iz tega neka ekonomska dobrobit na prvo mesto, na drugo mesto, da bojo ljudje začutili, da bo tudi oni sami zrasli, zaradi tega, ker se bomo lotili nečesa novega ali pa razvili nek novi proizvod in potem v bistvu postaviš tisti zadnji, ultimativni cilj, razdeliš to v 100 korakov in pač akcija. Za to vprašanje se nisva dogovorila, ampak kako visoke cilje pa postavljaš? Letos smo si postavili zelo visok cilj, sicer 60% rast skupine. Vidimo pa zdaj, da je ta cilj, bom rekel, zaradi problema z materiali malo previsok, ampak še vedno bomo tam nekje 30-40%. Ponavadi potem, kar sledi, je pri nas vedno eno leto umiritve, jaz to imenujem, ker se moramo malo zbrati, pogledati, ali sledimo sami sebi in potem ponavadi še naslednjo leto je pa spet akcija. Jaz ne morem mimo tega vprašanja, v katerega res zelo močno verjamem in to je to, da
je razumevanje trga izjemno pomembno in da bi podjetja že v sami osnovi morala delati tisto, kar trg potrebuje, ne tisto, kar podjetje zna. Ne? Kako pomembno se ti zdi, da je to razumevanje trga, ki ga vi imate, kakšen velik vpliv je imelo na razvoj podjetja in mogoče tudi to, da razložiš, kakšno vlogo imajo posamezne funkcije od prodaje, marketinga in tudi nabave. Naše podjetje je že hitro imelo svoj razvojni oddelek, kjer smo začeli v bistvu na začetku dorazvijati neke stvari, malo modificirati to, kar se na trgu dalo kupiti, potem pa v bistvu razvoj lastne platforme, IoT, naprej je nekdo omenil. Zdaj, kaj je bilo na začetku? Na začetku je bil razvoj usmerjen v to, da smo dejansko delali to, kar smo znali narediti, pa še mogoče v nekem trenutku trg tistega sploh ni potreboval. Pa to ni bilo napačno, sploh ni bilo napačno, ampak pač takrat nismo znali tega, ali pa nismo mogli še ekonomizirati. Se pa ogromno vsega naučiš, seveda, ne? In potem lahko to kasneje uporabiš. Daj se pa zares spremeni pa takrat, ko pač imaš neko svojo bazo strank, ki si vsakodnevno z njimi na vezi, jih poslušaš in vsako od teh strank ima neke določene, bom rekel, specifične nišne probleme, ki jih morda ni uspela rešiti z rešitvami, ki so v tistem trenutku na trgu. In če takrat znaš poslušati, če takrat znaš, bom rekel, to prenesti na naše inženirje, ki so resnično vrhunski, potem v bistvu v prvi meri rešiš tisti stranki zelo specifičen problem, s tem pokažeš, da ti je res mar za stranko, po drugi strani pa, če ima ta stranka to težavo, pa zagotovo ima še 100 istih teh podobnih strank, točno tako težavo. Potem pa prije do tega, da v bistvu to moraš uproduktizirati, ker mi smo vseeno integrator, to pomeni določen del stvari kupimo na trgu, nekaj naredimo sami, potem softverske platforme so pa naše, ne? In to treba vse skupaj povezati, da je na koncu efekt za stranko najboljši. Tako da, kako smo zrasli? Tako, da smo poslušali stranke. Tam, kjer je malo mogoče smrdelo v narekovajih, ne? Kjer ni bilo gužve, kjer se nišče ni hotel mogoče ukvarjati z nečim, ker je mislil, mogoče pa tega ne morem dovolj dobro ekonomizirati, tam smo vedno uspeli. Bova prišla potem tudi do ljudi, ampak eno vprašanje, pod vprašanje tukaj, to sva se že prej pogovarjala, se pravi, pri vas razvoj dejansko inicirajo informacije, ki jih prodaja, marketing ali kdorkoli dobi na trgu, ne? Drži, jaz mislim, da je to zelo pomembno, pač vsaj v naši velikosti si ne moremo privoščiti tega, da bi, bom rekel, v narekovajih razvijali na zalogo. Lahko v določenih manjših delih, tudi puščamo se pravi inženirom, da imajo neke svoje projekte, ampak enostavno razvijamo zelo agilno, torej poslušamo trg, jaz vedno pravim, da smo tam na 90% pripravljeni na kakršnokoli neko željo iz trga, poslušamo trg in ko vidimo neko priložnost, zagrabimo z vsemi močmi zaradi tega, ker resnično pol rešuješ nekaj, kjer težava obstaja. Lahko poveš anekdoto, ki ste jo imeli? Ja, lahko. Ta se ti je dopadla. Ja. Bili smo na enem sestanku, mi smo ravno razvili, to je bilo kakih 8 let nazaj, en lasten program za štetje obiskovalcev v trgovinah, pa spremljanje gibanja po trgovinah in pač vse, kar temu spada, pa merjene konverzije. In pol smo bili na tem, mislim, bil drugi prodajni sestanek. Predtem smo gledali na trgu, kar je, pa sicer je ogromno vsega bilo, ampak ni bilo prilagojeno potrebam tu v Sloveniji, pa v teh trgih, ko jih pokrivamo. No in potem pač stranka se zagrela in pač ko padeš notri v te debati, kaj bi še bilo dobro, pa kaj bi še bilo fajn, pa kaj bi lahko ta podatek gledal, pa oni podatek gledal, pa kaj bi te lahko ven vrglo. In jaz seveda sem se tudi zagrel, mene take stvari pač potegnejo in na koncu pač pridem na firmo, ne, predstavim, ne, evo, roko smo si dali, ne, pa razložim kaj, pa me gledajo razvoj, pa pravi, ja Miha, samo mi to imamo. Rekel, mi nimamo še, samo če 14 dni moramo imeti in bomo imeli. Tako da, in tudi smo imeli. Tu pa je važno še nekaj pri ljudeh, ne, dosti krat dejansko sami ne vemo, kako smo sposobni iti, ali pa nismo pripravljeni stopiti, bom rekel, tistega koraka iz cone obdobja in enostavno včasih rabiš nekoga za to, da te malo porine. V bistvu ti postaviš potem tisto letvico, do katere greste, ne? To so tisti cilji. Pa potem seveda daš popolno varnost pri celem procesu, da se zavedamo vsi, da je to agilno, da je to hitro, da lahko prije do napak, ampak da stojimo za njimi. Zdaj pa seveda tista ena najbolj pomembnih stvari, ki jo je tudi Ditka prej napovedala, preskok v verigi vrednosti, ne? Ko so se pogovarjali, si rekel, da
je ta preskok v bistvu pomenil, da ste prišli iz tega, da ste bili monterji v razvojne partnerje in partnerje na zelo različnih področjih. Pa da ne bom jaz kakšnih tehničnih stvari narobe povedala, če lahko ti poveš, in mogoče tudi odkot je pa čisto zares prišla ideja za preskok v verigi vrednosti. Ja, dejansko se nam je zdelo pomembno, da preskočimo iz teh res instalaterov, ki kupujejo na trgu in potem to namontirajo, sicer zdržujejo, da dodamo višjo vrednost lahko stranki, da postanemo širši partner za celotno področje elektroinštalacij. Namreč prej smo se ukvarjali samo bolj tehnično varovanje, potem pa dejansko vidiš, da če ti želiš, da neko družinsko podjetje gre skozi generacije, da privlačiš, bom rekel, dobre inženire, vrhunske inženire, ti enostavno tega ne moreš celo neki cikel življenjski podjetja delati. Enostavno treba ponuditi večje izzive, zato da pač pridejo tisti najboljši. No in takrat smo se kar hitro potem, to je bilo pred 15 leti, odločili, da gremo v smeri resnično te integracije in pa da preskočimo tudi par stopničk v tej verigi prodaje, bomo rekel, teh naših storitev, in smo v bistvu rekli, ne, da bomo delali celotne elektroinštalacije, imeli smo itak že svojo projektivo, svoj razvoj in na koncu integrirali ne samo šibko točne, ampak tudi jako točne stvari v eno platformo. Moram reči, da od takrat naprej je rast kar lušna, lepa, tudi razširili so se na segmente, kjer smo lahko aktivni, prej so bile to večinoma trgovine, danes je to ogromno industrije, velikih skladišč, logističnih centrov in pa potem celi del tunelskega programa na avtocestah. Ampak to pomeni, da ste lahko za svoje storitve računali tudi več? To so načeloma, pač te integracijske rešitve so seveda dražje, zato ker prinašajo večjo vrednost. Najbolj pomembno je, da je dodana vrednost in za stranko, in za nas večja. To je pomembno, ne samo, da več ostane tistemu, ki prodaja, ampak seveda, da daš tudi večjo vrednost uporabe tistemu, ki to uporablja. To je verjetno tista percepcija, o kateri je prej dr. Gršak govoril, se pravi, da tudi stranka percepira neko stvar kot več vredno. Drugače, mislim, spet niti ni trajnostno, ne? Če delaš non-stop stvari, ki so drage, ampak ne prinašajo končne vrednosti, pol se hitro konča. Še ena stvar je pri vas zelo pomembna, ko sem se pripravljala, so 3 besede, ki so mi ostale v spominu, oziroma so skakale ven iz vsega, kar je napisano. Eno je empatija, kar je za takšno tehnično podjetje zelo zanimivo, se pravi, zelo veliko date na to, kako se zaposleni pri vas počutijo, da delajo v odličnem okolju, da radi delajo pri vas, bova verjetno pol tudi, če kakšno besedo lahko o tem rekla. Ven skače skrb za zaposlene, se pravi, zaposleni v centru, zaradi tega, da lahko vi najboljše delate, se pravi, da imate dobre inženirje, da imate dobre rešitve, in pa trajnostni pogled. In bi mogoče sam za trenutek se še kle ustavlja. Specifika družinskega podjetja je tudi to, da na trajnost gledate malo drugače in seveda iz tega tudi na rast gledate malo drugače. Ne gledate samo od danes do drugega leta, tako da mogoče vaš pogled na trajnost in na rast, če lahko še malo to opišeš. Prej sem ti rekel, da se mi zdi, da s to besedo prevodom trajnost smo zgrešili v Sloveniji, ker trajnost, ko slišimo trajnost, ne vem, na kaj vi pomislite, ampak večino ljudi pomisli na ekologijo samo. Ampak trajnost je tudi sociološka, je tudi ekonomska. Družinsko podjetje, ki se odloči, da bo se predajalo skozi generacije, mora razmišljati v vseh 3 aspektih, mogoče v prvih 2 še toliko bolj ne, zaradi tega, ker če ti nisi ekonomsko trajen, to pomeni, da pač res dobro pa misliš vse tvoje poslovne modele, kaj boš delal, ali boš rastel, ne boš rastel. Pač se ne more predajati skozi generacije, najbolj pomembno pa sociološko. Če ti z ljudmi ne delaš dobro, če niso zadovoljni, če ne prenašajo dobrega imena tvojega podjetja naprej, pol ti bo tudi čez ta razvoj družinski enkrat zmanjkalo ljudi. Zato v bistvu vsaka odločitev, ko je moraš iz teh 3 aspektov pomisliti. In pač mi upamo, in imamo cilj in se vsak dan trudimo, da prvo kot prvo naši zaposleni predlagajo svoje otroke, da bodo pri nas delali, in delamo na tem, da tudi naši otroci potem prevzamejo pa 3. generacijo.
Prej sva se še pogovarjala tudi o izzivu kadrovanja, ker vsi vemo, da je v tem trenutku in verjetno bo še težje, a ne? Malo si se zdaj tega že dotaknil, se pravi, kako je to, da skrbiš za zaposleni, ki jih imaš v tem trenutku, zelo pomembno, da pripeljajo tudi svoje otroke na poletno prakso in tako naprej, ampak mogoče sam ta del izziva s kadri, kako vi to rešujete, vi pravite, ste blizu avstrijske meje, ne morete tekmovati ravno samo s plačami, ne? Ampak tekmujete pa nekje drugje. Drži, mislim, imamo nadpovprečne plače, zato ker drugače tako grejo prek meje, mi smo vseeno na Ptuju locirani, poslana nota sicer tudi v Ljubljani. Ja, mi smo šli v Avstrijo delati, ne? Pol pa lahko v bistvu dobiš po avstrijsko plačo, pa tudi tisti, ki si želijo, lahko tudi dobijo avstrijsko plačo. To je eno, tudi v Nemčijo smo šli letos. Ampak prvo so higieniki, se pravi res te plače, vse kar je, pol pa je to, zaradi česar nimam glasa, recimo danes, namreč po 2 letih korone smo se končno celotna skupina Tenzori iz Albanije, Makedonije, Kosova, Srbije, Hrvaške in Slovenije dobili na izletu letnem. Pa peli smo in danes se malo pozna, pa malo se še miga vse, ker smo bili na ladji. Razlagal si, kako imate tudi entuzijastične sodelavce, tako da si predstavljam, ja, da je bilo zelo veselo. Ja. In da tudi tisti, ki so že v pokoju, da pridajo tudi čez vami. Ja, ja, je tudi bil zadnji, ki se je upokojil, je prišel z nami, rekel, nas malo pogreša. Aha, in je prišel pogledati. Krasno. Čas se nama iztekel, jaz lahko še postavim zadnje vprašanje. Imate seveda visoke cilje, rastete, ste uspešno podjetje, res ogromno date na zaposlene, na odnose, na to, da odpirate nove trge, da dajete vašim zaposlenim dovolj velike izzive, da ostanejo pri vas, da imajo dovolj veliko igrišče, kjer se lahko igrajo, ampak vseeno, kakšne so pa še ambicije za prihodnost, kako veliko igrišče boste naredili? Ja, igrišče je neskončno, ne? Zdaj pač treba ga v manjše korake razdeliti, zaradi tega, ker drugače se lahko kdo vstraši. Ampak v preteklosti smo šli bolj na jug, se pravi smo odpirali podjetja lastna, hčerinska, bivša Jugoslavija, Albanija, potem smo začeli iskati partnera za te naše rešitve, Romunija, Bolgarija, kar nam je bolj blizu, Malta, Rusija, Gruzija. Zdaj pa gremo bolj na sever pa zahodno. Tako da v Avstriji pa v Nemčiji smo začeli, v Avstriji pred nekaj leti, v Nemčiji letos prvi projekt in v bistvu si želimo zdaj zgraditi eno res dobro osnovo, zato, ker so veliki projekti, ki bomo jih tam naredili, da lahko potem te naše rešitve v celoti tudi prodamo. Se pravi, prvo Avstrija, Nemčija, bolj pa bomo videli. Ampak je pa tak, ne, pač ko šansa pride, pač če imaš šanso, ne vem, da nekdo reče, glej, tu si tako dobro za mene naredil, kaj pa v Angliji delaš? Ne bom rekel ne. Zato, ker prvo treba prespati, premisliti se vse z našimi inženirji, vodi projektov, malo preveriti, potipati in če so dobro motivirani, ponavadi tako sami rečejo, gremo v akcijo. Tako da, to je to. Kakšen bo pa Tenzor čez 10 let? Čez 10 let bo naša struktura prodaja popolnoma drugačna kot v tem trenutku. Jaz mislim, da bo v celoti skoraj prevzela software. Odlično. Hvala lepa, midva sva zaključila najin pogovor. Za enkrat. Hvala lepa. En aplavz. Čestitke za priznanje, Miha, hvala za ta pogovor, Tanja. Tako da samo še eno vprašanje, pa ena prosojnica sta nam zadnja ovira pred odmorom, ko se bo pogovor prevzela kolegica Vida Petrovčič. Ali slučajno kdo ve, kdo je Samuel Pierpont Langley? Nikoli slišali za nje. Ste slišali za brata Wright? Pa ste. No, Samuel Langley je skoraj naredil letalo prvi. Zato, da bi naredil letalo, je imel na voljo vse vire, inštitut, mediji so hodili za njim, denar je imel, kapital, imel je vso infrastrukturo. Pa je skoraj naredil letalo in skoraj nihče ga ne pozna. A ne? Brata Wright na drugi strani niste imela skoraj ničesar. Imela sta samo svoj silen entuzijazem in vero, da bo letalo naredilo nekaj dobrega za družbo in spremenilo svet na bolje. Zato, družba, nikoli več se zmotiti, ko se bomo predstavljali, da smo, saj veste, you know Slovenija, a small country. Nismo mala dežela.
Mi smo narod raziskovalcev, znanstvenikov, inženirjev, inovatorjev in pionirjev. In če vam bo kdaj manjkal tisti kanček samozavesti, ki jo ima Miha, poguma, da rečeš bomo, tudi če ne veš še čisto točno, kako bomo, veste, tudi mi ne vemo. A bomo naredili dovolj, da bomo imeli v Sloveniji januarja, 10. januarja, 5. razglasitev inženirka leta na odru Linhartove dvorane v Cankarjevem domu. Ampak mi to že vidimo, a ne, Sabina? In o tem že govorimo. To si res želimo. Torej, če boste kdajkoli podvomili, ali zmoremo, naredite eno stvar. Odtipkajte v Google slovenski kvizum. Mi smo bili s pomočjo Spirita slovenskim kvizumom na Expo Dubaj. Pa smo videli slovenski paviljon, pa ruskega, pa nemškega, pa ameriškega. In a veste kaj? In tam smo videli, da popolnoma enako samozavestno lahko stojimo ob boku teh držav, ker smo dovolj številčni, ker imamo dovolj inženirjev in ker, kot je rekel Miha, se tekma začenja na novo. S to mislijo nas pospremam pa z enim aplavzom za tale dopoldanski del v odmor, potem pa po odmoru pa ponovno prevzema Petra in Vida. Hvala lepa za enkrat.